Zdaj pa dajmo tole. Vidimo, ne? Upam, predvidevam. Torej, digitalno pismenost moramo umestiti med druge oblike pismenosti. Kot veste, so pismenosti oziroma je pismenost ena od ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja za evropske državljane, kot je to opredelila Evropska unija. Najprej pa se bomo lotili najbolj osnovne oblike pismenosti in to je bralna pismenost. Tako, bralna pismenost je sposobnost branja, razumevanja, interpretacije, kritičnega vrednotenja in je kot taka temelj vseh drugih pismenosti. Bralna pismenost je tista, ki nam omogoča akademski uspeh, je pomembna za naš osebni razvoj, odpira tudi poklicne priložnosti, kajti je ključna veščina za večino poklicev, hkrati pa omogoča tudi našo družbeno vključenost. Svetovna stopnja pismenosti je leta 2020 med odraslimi znašala 86,5 odstotkov, pri moških je bila 90 odstotna, pri ženskah pa 83 odstotna. Glede na starostne skupine pa imajo mlajše generacije višjo stopnjo bralne pismenosti v primerjavi s starejšimi generacijami. Kako lahko bralno pismenost izboljšamo? Zagotovo z vključitvijo v izobraževalne programe, na primer v šolski kurikulum, tudi s podporo staršev in skupnosti, da imajo aktivno vlogo pri spodbujanju branja in pa seveda z uporabo tehnologije, torej govorimo o uporabi digitalnih orodij in virov za povečanje dostopa do besedil in izboljšanje bralnih spretnosti. Naslednja je funkcionalna pismenost. To je sposobnost uporabe branja, pisanja, računanja za reševanje nekih praktičnih problemov in doseganje ciljev. Funkcionalna pismenost omogoča posameznikom samostojnost, da torej samostojno rešujejo vsakodnevne naloge, probleme. Prav tako je tudi ključna veščina za uspeh na trgu dela in poklicno rast, saj nam omogoča zaposljivost. Prav tako povečuje naše možnosti za družbeno vključenost in prispeva tudi k boljši kakovosti življenja. Povprečna stopnja funkcionalne pismenosti odraslih v razvitih državah je nekje med 70 in 90 odstotkov. Države z višjo stopnjo funkcionalne pismenosti imajo praviloma tudi bolj produktivno delovno silo in višjo gospodarsko rast. Kar se pa tiče izobraževalnih razlik, je funkcionalna pismenost pogosto nižja med starejšimi generacijami in pa pri ljudeh z nižjo stopnjo formalne izobrazbe. Izboljšamo jo lahko z izobraževalnimi programi za odrasle, ki se osredotočajo na praktične spretnosti, zagotovo tudi s podporo na delovnem mestu in pa združeno in skupnostno podporo. In pa še medijska pismenost. Ta pa se nanaša na sposobnost, ki ljudem omogoča učinkovito in varno rabo medijev. Gre torej za sposobnost, da mi lahko poiščemo različne medijske vire, da jih razumemo, torej da razumemo informacije, ki jih preberemo v medijih, in da jih znamo tudi kritično oceniti. Medijska pismenost tako pri posamezniku spodbuja prepoznavanja pristranskosti, propagande, lažnih novic, omogoča pa tudi boljše razumevanje medijskega sveta. Statistični podatki so pokazali, da povprečen odrasel posameznik porabi približno 7 ur dnevno za medijsko vsebino, vključno torej z internetom, televizijo, časopisi in pa socialnimi omrežji. Raziskave so tudi pokazale, da je 62% odraslih že naletelo na lažne novice na spletu, 24% od teh 62% pa je sprva verjelo, da so informacije, ki so jih prebrali, resnične. Medijsko pismenost lahko izboljšamo z izobraževalnimi programi, tako da se jo vključi v šolske kurikulume in da se tudi stalno izobražuje odrasle, ne samo učence. Prav tako jo lahko izboljšamo z družinsko in skupnostno podporo, gre ponovno za aktivno vključevanje staršev in skupnosti k spodbujanju kritičnega spremljanja medijev in pa seveda z razvojem digitalnih kompetenc po celi vertikali. Je pa medijska pismenost tista, ki je tesno povezana z informacijsko pismenostjo.
Tako, torej nadaljujemo z naslednjima dvema oblikama pismenosti in to sta informacijska in podatkovna pismenost. Zdaj, kaj je razlika med njima? Na eni strani imamo informacijsko pismenost, ki je sposobnost prepoznavanja potreb po informacijah, sposobnost iskanja informacij, uporabe, učinkovitega upravljanja. Na drugi strani imamo pa podatkovno pismenost, to pa je samo sposobnost zbiranja, analiziranja, interpretacije, vizualizacije in učinkovite uporabe podatkov. Kakšna je razlika med podatkom in informacijo? Zelo na kratko in zelo, recimo, nepoglobljeno bi rekli, da podatek je v bistvu neobdelan, medtem ko podatku damo neko, ga obdelamo, dobimo potem iz tega informacijo, ne. Zdaj, kakšen je pomen informacijske pismenosti? To je osnovna pismenost, ki jo potrebujemo tako za akademski uspeh, tako za poklic, za osebni razvoj, za družbeno vključenost, enako tudi v bistvu pri podatkovni pismenosti. Zdaj, kaj se tiče informacijske pismenosti, je raziskava PIAAC pokazala, da je 60% odraslih v Evropski uniji imajo dovolj visoko raven informacijske pismenosti za delovanje v sodobni družbi. Medtem ko za podatkovno pismenost so pa povprašali podjetja, ki so rekla, da sicer 80% pravijo, da sicer je to zelo pomembno za poslovni uspeh, ampak hkrati ugotavljajo, da ima pa samo 50% zaposlenih potrebne veščine, da lahko podatkovno pismenost tudi zares uporabljajo. Kako jo izboljšati? Mislim, da je ključna beseda skozi vsako vprašanje o tem, kako izboljšati pismenost, izobraževanje. Brez izobraževanja tu v bistvu ni rešitve. Poglejmo si še zadnjo, oziroma ni zadnja, ampak ta oblika pismenosti, ki je pa za najino predavanje najbolj pomembna, in to je digitalna pismenost. Ko sva se začele pripravljati za to predavanje, je bilo moje eno prvih vprašanj, kaj je digitalna pismenost? V smislu, a je digitalna pismenost, tako kot si pač pri bralni pismenosti dostikrat predstavljamo, a znaš brati ali ne znaš brati, torej a si sposoben prebrati knjigo, je bilo moje prvo vprašanje, je digitalna pismenost sposobnost uporabe tehnologij, ali gre v bistvu za nekaj večjega, nekaj širšega. In ko sem se začela s tem vprašanjem ukvarjati, sem ugotovila, da v bistvu digitalna pismenost ni samo zmožnost uporabe tehnologij, ampak je to sposobnost učinkovite uporabe tehnologij itak, ampak hkrati tudi orodje za iskanje, vrednotenje, ustvarjanje, komuniciranje, reševanje problemov in tako naprej. Torej, kaj je digitalna pismenost? Digitalna pismenost je neka spretnost, ki vključuje tudi druge oblike pismenosti. Zdaj po podatkih, statističnih podatkih iz leta 2020, ki jo je naredil Inštitut za telekomunikacijske povezave, pravi, da je imelo leta 2020 51% svetovnega prebivalstva dostop do interneta. Zdaj, a to pomeni, da so tisti, ki imajo dostop do interneta, tudi digitalno pismeni? Ja, ne. Nima to v bistvu neke velike povezave s tem. Zdaj, kako izboljšati digitalno pismenost z digitalnim opismenjevanjem? Digitalno opismenjevanje je tisto, s katerim bomo mi izboljšali digitalno pismenost, isto kot je opismenjevanje pomembno za razvoj drugih oblik pismenosti, je pač pri digitalnem opismenjevanju treba vedeti, kaj točno digitalne kompetence so. In DIGCOMP, to je temeljni dokument Evropske unije, ki se nanaša na razvoj digitalnih kompetenc oziroma na digitalne kompetence kot take, je pa zdaj trenutno aktualen DIGCOMP 2.2. Pravi, da pač med digitalne kompetence sodijo vsa ta področja, ki jih imate v bistvu na tej drsnici. Torej, informacijska in podatkovna pismenost je del
digitalnih kompetenc oziroma je ena od digitalnih kompetenc. Komuniciranje in sodelovanje, ponovno, ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost. Varnost je eno najpomembnejših področij digitalnih kompetenc. In pa seveda reševanje problemov. Torej, digitalno opismenjevanje je tako ključnega pomena za doseganje digitalne pismenosti. To učinkovito opismenjevanje zagotavlja, da posamezniki pridobijo osnovne digitalne veščine, ampak hkrati jih pa znajo tudi uporabljati in razvijajo naprednejše sposobnosti, kritično mišljenje in vse to je v bistvu potrebno za navigacijo v tem našem novem digitalnem svetu. Pa si dajmo zdaj malo bolj natančno ogledati digitalne kompetence. Kot že rečeno, digitalne kompetence so razdeljene na različna področja. Tu imamo 5 področij digitalnih kompetenc, torej informacijsko-podatkovno pismenost, komuniciranje, sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost in reševanje problemov. In vsako od teh področij ima potem še podpodročja. In to je v bistvu ena taka informacija, ki je zelo koristna, ko se mi lotimo priprave programa za neko novo delavnico. Namreč pomembno je, da razmišljamo, kaj je zdaj tisto, kar naši udeleženci bodo potrebovali in kako to čim bolje razviti v času, ki ga imamo na voljo. In zdaj vam bom jaz na enem praktičnem primeru prikazala, kako to počnemo na eni od naših delavnic. Moram se že vnaprej opravičiti, da ne bom imela tistih lepih animacij, ker se je PowerPoint danes zjutraj odločil, da z mano več ne bo sodeloval, tako da bo pač ne bo tako lepo teklo naprej. Ne vem, če se spomnite, z novim letom je ena od trgovin, ki ima tudi kartico zvestobe, rekla, da pa več ne bodo na blagajnah dajali tem kupcem, strankam kupončkov za popuste. In s tem so v bistvu prisilili te svoje stranke, da so si morale namestiti aplikacijo. Po novem letu smo imeli eno od takih delavnic z našimi starejšimi odraslimi in seveda prvo vprašanje je bilo, kaj zdaj? Kako si zdaj mi to aplikacijo namestimo? In smo pač rekli, ok, super, dajmo mi zdaj to uporabiti na način, da bomo hkrati razvijali digitalne kompetence oziroma eno od digitalnih kompetenc in sicer s področja komuniciranja in sodelovanja, bolj natančno iz sklopa upravljanja digitalne identitete. Namreč, ko si vi aplikacijo namestite na vašo mobilno pametno napravo, je takoj prva stvar, ki jo morate narediti, da se registrirate. Torej, namestili smo si tole našo aplikacijo in se registrirali. Pri tem smo seveda razvijali različne stvari, pridobivali smo neka nova znanja, ta znanja so bila vezana na digitalno identiteto, pač na splošno, razvijali smo neke digitalne spretnosti, to pomeni, da smo v digitalnem okolju ustvarili in upravljali profile za osebno rabo, to je tale spretnost 108. Hkrati pa smo spreminjali tudi stališča, to pa je najtežje pri razvoju kompetenc, torej kako spremeniti stališče nekega uporabnika, da bo premislil, kakšne prednosti mu ustvarjanje neke nove identitete ponuja, hkrati se bo pa zavedal tveganj in da bo hkrati se zavedal, da pač je treba, da so različne aplikacije, pri katerih bo imel različne identitete. No in to je v bistvu en tak zelo, recimo tak zelo kratek, hiter primer tega, kako smo mi zdaj razvijali to neko kompetenco skozi en tak praktičen primer rabe, ki so jo pač naši udeleženci potrebovali. Zdaj vsako kompetenco, to je bilo že danes večkrat povedano, oziroma vsaj enkrat, razvijamo lahko do različnih nivojev. Pri naših udeležencih se moramo zavedati, da mojstrske ravni verjetno ne bodo dosegli.
Smo pa zelo srečni, če dosežejo raven, pač drugo stopnjo ravni 2 ali pa celo tretjo raven, nižjo stopnjo srednje ravni. In je to čisto v redu, ker mi kompetenco smo razvili. Zdaj pa si oglejmo še druge izzive, ki jih pač vidimo pri samem razvoju digitalne pismenosti. V nadaljevanju bomo ugotovili, da je razkorak med mlajšimi in starejšimi generacijami res velik. Najprej sploh poglejmo, kaj pomeni digitalni razkorak oziroma digitalna ločnica. Gre za razlike v dostopu do digitalnih tehnologij, do internetne povezave in pa nasplošno do digitalnih znanj. Potrebno se je zavedati, da nimamo vsi enakega dostopa do računalnikov, pametnih telefonov, tablic. Prav tako nimamo vsi enakega dostopa do hitrega in zanesljivega interneta. Ljudje nimamo enako razvitih digitalnih spretnosti in pa sposobnosti za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij. Prav tako imamo tudi različne dostope do spletnih storitev, na primer do e-uprave, e-izobraževanja, e-zdravstva, spletnega bančništva. Če zdaj samo za trenutek pomislite pri sebi, kdaj ste nazadnje uporabili možnost naročanja k zdravniku s pomočjo aplikacije? Danes imamo ogromno aplikacij, pri zdravniku.si, do zdravnika.si, naroči.se. V glavnem, velikokrat se ne poslužimo tega, kar nam je na voljo. Poglejmo si vzroke digitalne ločnice, torej zakaj sploh pride do digitalne ločnice. Eden izmed razlogov so geografski dejavniki. Podeželska območja nimajo dostopa do hitrega interneta v primerjavi z urbanimi območji. Ni nujno, velikokrat se pa izkaže, da je tako, da je podeželje nasplošno slabše razvito. Naslednji razlog so tudi ekonomski dejavniki, kajti ljudje z nizkimi dohodki imajo tudi omejen dostop do digitalnih naprav in nasploh do internetnih storitev. Naslednji vzrok se skriva v izobraževalnih dejavnikih, kajti če imajo ljudje nižjo stopnjo izobrazbe, imajo zagotovo tudi manj digitalnih spretnosti. Potem so pa tukaj še starostni dejavniki. Starejši ljudje so pogosto manj vešči uporabe digitalnih tehnologij. Posledice digitalne ločnice se tako kažejo na primer v socialni izključenosti, kajti ljudje, ki nimajo dostopa do digitalnih tehnologij, bodo zagotovo izključeni iz številnih družbenih dejavnosti. Posledice se kažejo tudi v ekonomski neenakosti, saj dostop do digitalnih tehnologij vpliva tudi na zaposlitvene možnosti. Prav tako prihaja do izobraževalne neenakosti, kajti če imamo omejen dostop do digitalnih virov, se s tem zmanjšuje tudi možnost za izobraževanje in za vseživljenjsko učenje. Potem pa se posledica kaže tudi v omejenem dostopu do storitev, torej če nimamo dostopa do interneta, smo omejeni pri uporabi storitev, o katerih smo se pogovarjali prej, e-uprava, e-zdravstvo, spletno bančništvo in podobno. Sedaj bomo pogledali na primeru dobre prakse, kako pa se je digitalizacije lotila Estonija. Z estonskim modelom je poskrbela za digitalno revolucijo v Evropski uniji in je tako danes ena najbolj naprednih dežel na svetu. Znana je po svojem naprednem digitalnem modelu, ki je v veliki meri zmanjšal digitalno ločnico v državi in tako zagotovil številne prednosti svojim prebivalcem. Estonija je namreč že leta 1998 priključila vse šole na splet, zgradili so svoj digitalni telefonski sistem in prost dostop do interneta je zapisan med temeljne državljanske pravice. V državi imajo na primer več kot 4000 različnih državnih e-servisov, od e-davkov do e-kabineta, kamor lahko hranijo svoje dokumente. Sodobni Estonec mora biti danes fizično prisoten pri 3 opravkih: pri poroki, ločitvi in prodaji nepremičnin. Sicer bi tudi te 3 opravke lahko izvedli elektronsko, ostale pa so papirnate zaradi nekih političnih pomislekov. Internetna pismenost danes med Estonci presega 90%, čeprav je bila šele nekje na prelomu stoletja malo večja od 20%.
Ampak vse ni tako rožnato, kot je prikazano. Kajti estonski model ne predvideva izobraževanja, usposabljanja in pa opolnomočenja za starejše generacije, zato se tudi pojavlja tveganje za digitalno izključitev ranljivih skupin. In tako se postavlja vprašanje, kdo bo poskrbel za starejše od 70 let? Bodo ostali na robu družbe? Zakaj so pozabljeni? Zakaj so izvzeti iz tega modela? Da bi bila realizacija tega modela uspešna, je ključno stalno izobraževanje in usposabljanje vseh državljanov, zato da lahko po eni strani razvijajo, po drugi strani pa tudi ohranjajo visoko raven digitalne pismenosti. No, zdaj si pa oglejmo generacije, pač z vidika recimo tudi uporabe digitalnih storitev. Namreč generacijske razlike zelo vplivajo na nas kot na uporabnike in hkrati zelo vplivajo tudi na način razmišljanja in na naša stališča, kar se tiče samih recimo digitalnih tehnologij. Nekako se generacije v bistvu tule delijo na najstarejšo generacijo, ki se tule zdaj še pojavlja, to je tiha generacija, to so ljudje rojeni nekje med letoma 1925 in 1945 in potem vse do generacije alfa. To pa so otroci rojeni po letu 2010. Zdaj sama sem predstavnica milenijcev, torej ljudi rojenih med 1980 in 1994. In kaj zdaj je značilno recimo za mojo generacijo, milenijci mimogrede se imenujejo tudi generacija Y, ampak kaj je za nas značilno? Ko smo mi odraščali, so računalniki že obstajali, postajali so vedno bolj dostopni in velika večina nas se je z prvimi računalniki srečala že v osnovni šoli ali pa v srednji šoli. Na fakulteti smo jih pa itak vsi uporabljali. Kar se tiče pametnih telefonov oziroma mobilnih naprav kot takih, ja, recimo tako bom rekla, moj prvi mobilni telefon, sicer še tisti na tipke, sem dobila v prvem letniku gimnazije, medtem ko pametni telefoni so bili pa nekako standard že do konca mojega šolanja, torej do konca fakultete. Mi smo prva generacija, ki smo vso to tehnologijo sprejeli bolj ali manj vsi. Generacije, ki so prišle za nami, o teh generacijah se dostikrat govori kot o digitalnih domorodcih. Zakaj? Zaradi tega, ker bolj ali manj, torej generacija Z in generacija alfa sta bile rojeni že v svet, kjer je vse to obstajalo. In posledično nekako vsi smatramo, da ja, se oni pa to že itak vsi znajo, oni to obvladajo, oni nimajo s tem težav. Na drugi strani imamo pa generacije in zdaj mogoče najbolj pomembni sta tisti dve generaciji, s katerimi se medve s kolegico največ ukvarjava, in to sta ta tiha generacija oziroma silent generation in pa generacija baby boomerjev. To je generacija, ki je bila rojena po drugi svetovni vojni, pa tam nekje do sredine 60-ih let. Kaj je značilno recimo za tiho generacijo? Moramo se zavedati, da to je generacija oseb, ki v svoji aktivni dobi ni uporabljala računalnikov, ker jih pač še ni bilo ali pa še niso bili tako razširjeni ali pa še niso bili tak standard. Medtem ko naslednja generacija, torej generacija baby boomerjev, oni so v delovno aktivni dobi že uporabljali računalnike, ni pa nujno, da so jih uporabljali vsi, in zato so zelo velike razlike med posameznimi uporabniki. Zdaj, če recimo povem izkušnjo iz svojega življenja, moja starša pripadata tej generaciji, mama, ki je pač v službi že uporabljala računalnik, računalnik njej ne predstavlja nobene ovire, je tudi informacijsko precej pismena, zna rešiti določene težave na računalniku, zaveda se možnosti lažnih novic, lažnih trgovin in zavajajočih reklam.
Na drugi strani je moj oče, ki v bistvu v svoji delovno aktivni dobi računalnika ni uporabljal, njegove digitalne kompetence so dosti slabše razvite, se je pa zelo hitro srečal z pametnim telefonom in ga uporablja zdaj že kar samostojno, ampak informacijska pismenost, zavedanje o lažnih novicah in tako naprej, tega pa pač pri njem še ni, no. Upam, da se bodo stvari izboljšale. Torej, kdo so naši udeleženci? Naši udeleženci so pripadniki teh dveh generacij. Kdo pa so tisti, ki razvijajo storitve? To so pa pripadniki moje generacije, pa mogoče še generacije Z, ne. Tako da večina teh storitev ni bila razvita z mislijo na starejše. Zdaj, prej je Anja omenila to aplikacijo pri zdravniku, ne. Če si malo starejši, pa že jaz sem imela z njo kar precej težav, ne. Sem se zelo težko znašla z to aplikacijo. Zakaj? Zaradi tega, ker pač razvil je nekdo, ki ni razmišljal o tem, da mogoče nekdo malo slabše vidi, ali pa mogoče nekdo hoče, ne vem, samo poslati sporočilo zdravniku, pa zdaj mu ni ravno najbolj pač normalno, da mora najprej tam iti v oddajo dokumentov, pa tako naprej, ne. Tako da tu je velika težava, ne. Tisti, ki razvijajo aplikacije, ponavadi ne razmišljajo o vseh uporabnikih, ampak logično razmišljajo o sebi kot uporabniku, ne. Zdaj pa si oglejmo didaktične pristope, ki jih mi uporabljamo na delavnicah za pač razvoj digitalnih kompetenc pri starejših odraslih. Večinoma uporabljamo konstruktivistični pristop. Kaj je zdaj konstruktivistični pristop? To pomeni, da udeleženci so tisti, ki aktivno gradijo svoje znanje. Torej, tu ni veliko predavanj, ampak je res veliko praktičnega dela. Torej, pridobivanje teh znanj pri naših udeležencih je rezultat nekega procesa, nekega aktivnega procesa, tudi refleksije, tudi pogovora in tako naprej. Udeleženci so tisti, ki narekujejo tempo, ki jim prilagajamo vsebine, velikokrat vprašamo, dobro, kaj bi pa še vi radi znali, kaj je še tistega, kar vas zanima, ne. Mi smo pa tisti, torej mentorji, predavatelji smo tisti, ki pa moramo osmisliti te njihove želje v vidiku, torej z ozirom na razvoj digitalnih kompetenc. Prav tako se moramo zavedati motiva za učenje pri naših udeležencih. Pri njih učenje ni v prvem planu. Pri njih je zelo pomembno druženje. Tisti, ki pač res želijo neko snov usvojiti čim bolje, tisti se probajo zmeniti za kako individualno delavnico. Vsi ostali pa v bistvu, ja, se želijo naučiti, ampak jim je tudi druženje zelo pomembno. Vsa znanja, ki jih predajamo, morajo biti praktična, torej zelo praktične vsebine. Če se spomnimo tistega primera od prej, če bi jaz mojim udeležencem rekla, okej, zdaj se bomo pa naučili, kako si ustvariti digitalno identiteto, bi me gledali in me verjetno nekam poslali. Če jim rečem, dobro, zdaj si bomo pa namestili aplikacijo za neko trgovino in v procesu tega nameščanja in aktiviranja bomo ustvarili tudi neko digitalno identiteto, pa jim to ni potem več tako tuje. Vse, o čemer se pogovarjamo, mora biti povezano tudi z njihovimi življenjskimi izkušnjami. To so generacije, ki imajo veliko življenjskih izkušenj. Poglejmo si še oblike dela, ki jih uporabljamo. Na Andragoškem zavodu izvajamo torej različne oblike dela, ki so namenjene starejšim odraslim v tretjem življenjskem obdobju. Prva oblika je skupinska. Gre za izvajanje tečajev in delavnic. Prednosti takšnih skupinskih oblik dela so te, da je lahko v izobraževalni proces hkrati vključenih več ljudi, kar seveda omogoča pridobivanje digitalnih kompetenc večjemu številu udeležencev naenkrat. Vendar pa se držimo načela 8 do 12 udeležencev. 12 je torej tista največja številka za skupino, zato da lahko mentor zagotovi pomoč vsakemu udeležencu
če je to potrebno. Naslednja prednost je druženje, izmenjava izkušenj. Ljudje si med seboj tudi pomagajo, se podpirajo, opogumljajo. In pa še ena izmed prednosti, po končanem usposabljanju jim je vedno omogočena dodatna individualna podpora v našem središču, če niso uspeli tekom nekega tečaja ali delavnice slediti celotni vsebini programa. Seveda ima pa skupinska oblika dela tudi svoje slabosti. Ena izmed slabosti je zagotovo počasnejši napredek. Potrebno je vedeti, da imajo udeleženci različna predznanja, da tudi napredujejo različno hitro, kar pa pomeni, da je potrebnega več časa. Vseeno je potrebno slediti tempu najšibkejšega člena v skupini, zato da lahko vsaj dohaja skupino, kar pa za ostale, ki so mogoče bolj vešči, seveda pomeni čakanje. Ena izmed slabosti so tudi različne želje in interesi glede vsebine. In ravno zaradi tega je v skupinskih oblikah dela potrebno imeti dorečen program dela, s katerim so udeleženci tudi predhodno seznanjeni. Naslednja oblika dela je pa individualna, tukaj pa gre za mentoriranje in svetovanje, torej delo 1 na 1. Prednosti individualnega dela. Zelo pomembna prednost je ta, da se lahko prilagajaš posamezniku. Tako časovno, vsebinsko, glede na tempo, njegove zmožnosti in pa seveda želje. Prav tako se med svetovalcem in svetovancem vzpostavi večje zaupanje, med seboj se bolje spoznata, zato lažje sodelujeta, tudi pristop je bolj pristen, zato ker je naravnan na enega posameznika. Slabosti individualnega dela. Znanje lahko naenkrat predajaš le eni osebi. Velikokrat rečemo, da je individualni pristop časovno zamuden, kajti če imaš več oseb, ki k tebi prihaja na individualno pomoč, se tvoj urnik razpoložljivosti hitro zapolni, posledično se pa ustvari čakalna vrsta, ki več ne omogoča kontinuiranega procesa usposabljanja. Še ena izmed slabosti je pa tudi ta, da se svetovanec nate preveč osebno naveže, zato ob vsaki najmanjši težavi želi tvojo pomoč, čeprav bi zagotovo z nekaj truda znal problem rešiti tudi sam, ampak ti kot njegov mentor mu daješ občutek varnosti. Sedaj si bomo pa pogledali še nekaj projektov. Največji projekt, v katerem smo udeleženi, se imenuje Javna mreža za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. Na sliki so tudi prikazane organizacije, ki so vključene v javno mrežo. Andragoški zavod pokriva območja 4 upravnih enot, Maribora, Pesnice, Ruš in pa Lenarta. Izvajamo torej svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, ki je namenjena vsem odraslim in različnim ciljnim skupinam. Pod okriljem javne mreže deluje tudi središče za samostojno učenje, kjer lahko udeleženci s pomočjo različnih gradiv in orodij znanje pridobivajo samostojno ob pomoči mentorja. Torej v tem prostoru je vedno na voljo mentor, ki udeležence torej usmerja, jih podpira, pomaga. Svetovanje izvajamo tako na Andragoškem zavodu, kot tudi na drugih lokacijah v obliki mobilnega svetovanja. Vse storitve informiranja in svetovanja so brezplačne, saj dejavnost financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. V okviru javne mreže izvajamo tako delavnice, kot tudi individualno mentorstvo. Kar se tiče individualnega mentoriranja, torej rekli smo, da je to ena izmed oblik, ki jih izvajamo v okviru javne mreže. Udeležencem lahko ponudimo individualno mentoriranje. Najprej se z njim pogovorimo o njegovih željah, potrebah, interesih. Tukaj se program dela lahko sproti prilagaja, saj posameznik prihaja z dotičnim problemom. Svetovanje praviloma traja največ 60 minut na dan in enkrat tedensko. Vedno je dobrodošlo tudi sprotno dogovarjanje vsebine naslednjega srečanja. Zdaj, kar se tiče učenja računalniških vsebin, so vedno na voljo naši računalniki, lahko pa udeleženec prinese tudi svojo prenosno napravo, zato da dela z napravo, ki jo tudi doma potem uporablja. Učenje uporabe mobilnih naprav pa poteka vedno izključno na lastniških napravah.
V okviru javne mreže izvajamo tudi že prej omenjeno delavnico, ki smo jo poimenovali Seniori odkrivajo splet. Torej, gre za neke novosti v zdravstvu. Na Andragoškem zavodu seniorjem pomagamo pri lažji prilagoditvi novostim v zdravstvenem sistemu. In tako je letos že tretje leto, odkar jih o teh novostih obveščamo, v obliki uro in pol trajajoče delavnice. Povezali smo se z zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor, pripravili letake, ki so jih razdelili med svoje uporabnike zdravstvenih storitev in jih na ta način seznanjali z možnostjo udeležbe na naši delavnici. Zdaj, kaj počnemo na tej delavnici? Spoznamo aplikacijo pri zdravniku.si, ki je namenjena vsem, katerih osebni zdravniki se poslužujejo omenjene aplikacije. Udeležencem demonstriramo, kako se naroči na prosti termin, kako se oddajo različni e-zahtevki, od e-recepta do e-napotnic. Potem pogledamo tudi, kako se zdravniku pošlje sporočilo z dodano priponko, na primer izvid, če ga dobimo mi fizično v roke in ga moramo potem torej nekako dostaviti osebnemu zdravniku. Pogledamo si tudi, kako se lahko odjavimo od termina, ko smo nanj že naročeni. Zatem jim predstavimo spletno stran, kjer lahko sami preverimo proste termine in čakalne dobe in tako pridobimo neke splošne informacije o izvajalcih različnih zdravstvenih storitev. In tukaj velikokrat ugotovimo, da ljudje pogosto sploh ne vedo za izvajalce, ki v neki regiji storitve izvajajo, zato jih seveda tudi ne izbirajo, ko se odločajo, kam se bodo odpravili na pregled. Nazadnje pa se za tiste bolj pogumne in računalnika vešče predstavi še sistem e-naročanja. Gre torej za naročanje na zdravstveno storitev po pridobljeni e-napotnici, mi temu rečemo kar iz udobja domačega kavča. Zdaj, te delavnice izvajamo tako na Andragoškem zavodu kot tudi na terenu. Lahko gre za individualno, lahko gre za skupinsko obliko izvedbe, torej glede na interes, potrebe. Po potrebi te delavnice izvedemo v podjetjih, bili pa smo že tudi v nekaterih enotah mariborske knjižnice. Zdaj, ljudje pogosto pridejo k nam z nekim odporom, z nelagodjem, ne razumejo, zakaj se morajo spet naučiti uporabljati nekaj novega, velikokrat pa po končani delavnici povedo, da je to res uporabno in presenečeni so nad tem, da je na nek način torej uporaba te aplikacije vseeno preprosta, ampak oni potrebujejo nekoga, ki jim pokaže, zato da znajo doma potem postopek ponoviti. Ljudje načeloma hvaležno sprejemajo informacije, ki jih delimo z njimi, vedno pa jim pripravimo tudi izročke, torej neka navodila, zato da lahko doma si z njimi pomagajo, če je to potrebno. Ok, naslednja delavnica, ki jo izvajamo, zdaj bom malo pohitrila, ker smo že zelo blizu konca. Torej, naslednja delavnica, ki jo izvajamo, je tako imenovana delavnica SMS Pass. Namenjena je predvsem udeležencem, ki so se nekega predhodnega tečaja daljšega že udeležili, zato da neka osnovna znanja že imajo. Čemu je namenjena? Namenjena je spoznavanju možnosti, ki nam jih ponuja pač tole aktivno državljanstvo. Težava, na katero naletimo pri tem, je, da seveda težko delamo z digitalnim potrdilom in tule nam v bistvu SMS Pass omogoča, da udeleženci spoznavajo, kaj jim e-uprava omogoča na katerikoli napravi. Ta delavnica je sestavljena iz 2 delov, 2x po 3 šolske ure. Na prvem srečanju pripravimo vse potrebno, da lahko potem udeleženci grejo na upravno enoto in si svoj SMS Pass aktivirajo, na drugem srečanju pa se ga učimo uporabljati. Delamo tako, da predavatelj oziroma mentor demonstrira, kako se nekaj naredi, hkrati udeleženci to naredijo sami. Temu se pravi pač učenje skozi delo, to pač tako poznamo. Vsebina, to pa sem že povedala.
Zdaj, naslednji dve, to čisto na kratko, naslednja dva projekta, s katerimi se financiramo, zaradi tega, ker vse gre skozi prizmo financiranja. Eno je letni program izobraževanja odraslih Mestne občine Maribor, ki je namenjen vsem z stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Tu ponujamo zelo različne vsebine, od računalniških tečajev do jezikovnih tečajev, do delavnic, predavanj in tako naprej. Za udeležence je brezplačno, financira pa to Mestna občina Maribor. Na drugi strani imamo tele razpise Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Za te tečaje, o katerih midve danes govoriva, se uporablja predvsem sofinanciranje programov za tretje življenjsko obdobje. To je namenjeno vsem, ki so pripadniki tretjega življenjskega obdobja. Ponujamo pa predvsem delavnico, ki jo bom predstavila v nadaljevanju, je brezplačna in financirajo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Torej, kaj je ta delavnica? To je delavnica uporabe mobilnih naprav za starejše odrasle. Traja 20 ur, torej 20 šolskih ur. Program te delavnice je razvoj digitalnih kompetenc, za katere smo nekako ocenili, da jih naši udeleženci potrebujejo. Kdo so naši udeleženci? To so starejši odrasli, torej pripadniki tistih najstarejših dveh generacij, torej tihe generacije in generacije baby boomerjev. To so udeleženci, ki prihajajo z zelo različnim predznanjem, z zelo različno izobrazbeno strukturo. Zdaj bom tako rekla, predstavljajte si neko osnovno šolsko, torej nek razred v osnovni šoli, tam imamo bolj ali manj enake udeležence. Vsi so isto stari, vsi imajo nekako približno isto predznanje in recimo, da tudi zelo podobne interese. Pri naših udeležencih to ni tako. Naši so čisto drugačni. Kakšna je oblika dela? Predvsem gre za to metodo učenja skozi delo. Učitelj oziroma mentor, predavatelj, kakoli ga imenujemo, demonstrira, pokaže, udeleženci na svojih napravah to naredijo, torej ponovijo za njim. Vsebina se prilagaja, vedno se prilagaja skupini, ker ni ena skupina enaka drugi, tako da tu je ogromno nekega improviziranja, dostikrat imamo tista vprašanja, kaj pa še vas zanima, in ta vprašanja so res zelo različna. Kar se tiče mobilnih naprav, to, kar je že Anja povedala, zelo pomemben je tale BYOD, torej bring your own device oziroma prinesite svojo napravo. Zakaj? Zaradi tega, ker najlepše je, ko recimo, da bi jaz razdelila vsem udeležencem naše tablice, zame bi to bilo najboljše, vsi imajo isto. Potem pa bodo prišli domov, bodo vzeli svoje naprave in bodo ugotovili, da ni isto, da je čisto drugače in so v bistvu spet na začetku. Težava je v tem, da zame to ne bi predstavljalo ovire, ker se hitro znajdem, ker sem vseeno pripadnica neke druge generacije, imam veliko izkušenj s tem, za njih je to velika težava. Zdaj, tule je nekaj poudarkov, ki jih na sami delavnici spoznavamo, ampak to mogoče zdaj v tej fazi niti ni tako pomembno. Pomembno je tole, kaj smo se do sedaj naučili. Ja, naučili smo se to, da starejši odrasli potrebujejo pomoč, saj se vse pogosteje znajdejo v položaju nemoči in odvisnosti, ampak se z njimi nihče posebej ne ukvarja. Tempo življenja je postal vse hitrejši, zaposleni sorodniki pa imajo vse manj časa, da bi jim pomagali. Na eni strani imamo torej hiter življenjski tempo, na drugi strani pa počasne, starejše odrasle, ki potrebujejo več časa, si težje zapomnijo, isto stvar jim je potrebno večkrat povedati, pokazati, da jo lahko osvojijo. Torej, mlajši sorodniki jim zaradi vpetosti v ta hiter tempo raje sami naredijo to, kar potrebujejo, kot pa da bi si zanje vzeli čas, jim pomagali, pokazali, da bi jih vodili čez postopek, ker vemo, da je rezultat tako hitreje dosežen, starejši pa posledično ostanejo enako nevedni, kot so bili, preden so prosili za pomoč. Opažamo, da je tudi vse manj potrpežljivosti in vedno več razdvojenosti med mlajšo in starejšo generacijo in vse preveč očitkov v smislu, pa kako tega ne veš, ali pa zakaj vedno sprašuješ iste stvari, saj sem ti pa že tolikokrat povedal in pokazal. Zdaj, mogoče to zveni kot kritika mlajše generacije, samo pač
se bom kot predstavnica mlajše generacije malo vseeno zavzela za nas, ne. Jaz sem opazila, da je zelo težko učiti svoje starše. Veliko takih delavnic izvajam, pa imam zelo veliko potrpljenja, pa nimam težav, 100-krat razložim in vse, ko moram učiti mojega očeta ali pa mojo mamo, ne gre. Zakaj? Zaradi tega, ker moja mama v mojih očeh je oseba, ki je vedno vse znala. In zdaj težko jaz premaknem v svoji glavi tisti klik, da rečem, aha, okej, to pa je njej novo, ne. Zdaj, na drugi strani, zakaj so udeleženci prišli? A so se prišli učiti? A je to najpomembnejši dejavnik? Daleč od tega. Udeleženci, to so meni povedali udeleženci enih jezikovnih tečajev že pred leti, ne, in so mi tako zelo lepo povedali, da oni so se v bistvu prišli družiti. To, da se malo učimo še angleščino zraven, je sicer fajn, ampak ni to poanta. Oni so se prišli družiti in rešiti na tehle delavnicah digitalnega opismenjevanja pa seveda tudi rešiti svoj zelo specifičen problem, ki ga imajo, za katerega se pa potem izkaže, da je problem večine. Naslednja stvar, na katero moramo biti pozorni, je, da pač generacija, s katero mi delamo, ima tudi dostikrat zdravstvene težave. Mislim, zdaj boste rekli, ja, kak, ne? Zelo enostavno, predstavljajte si starejšega, ki se mu tresejo roke, ki mora z prstom zadeti ikonico. Torej, ena prvih stvari, ki jo jaz povem, je, dajte telefone na mizo, da je vsaj telefon na miru. Pa se nam to zdi smešno, ampak hkrati te zdravstvene težave dostikrat vplivajo tudi na tempo učenja. Stvari je treba večkrat ponoviti. Tako da ja, to, ne. Potem smo opazili tudi, da se pri starejših pogosto pojavljata panika in strah. Strah jih je, da bi kaj naredili narobe. Oni preprosto ne upajo sami klikniti in probati. Zaradi življenjskih izkušenj so tudi pri uporabi digitalne tehnologije bolj previdni in morda bolj nezaupljivi. In pa naučili smo se, tako kot je Katja že povedala, da mora mentor oziroma učitelj imeti veliko razumevanja in potrpežljivosti za delo s to populacijo. Za konec, čisto za na konec, bi pa morda povedala samo še to, da velikokrat razmišljamo tudi o tistih, ki bi nas prav tako potrebovali, pa sploh ne vemo zanje, sami pa do nas tudi ne pristopijo.